spoštovani, da je prišlo do dneva, ko je prvič zadišalo po slovenski vojski, se je moralo zgoditi prej marsikaj. In začelo se je dogajati ravno na današnji dan, še kakšen dan prej in seveda potem vse tja do postroja 17. decembra v Kočevski reki. Namreč danes praznujemo dan, ko je bila inicirana manevrska struktura narodne zaščite in to je za nas, predvsem tiste, ki smo natakali na drugačen način, bili zraven ali pa smo doma tukaj na Kočevskem, kjer se je vse začelo velik praznik. Zato ga praznujemo skupaj, praznujemo ga v organizaciji Društva Moris Kočevska reka. In za uvod vabim besedi predsednika društva brigadnega generala Toneta Petroviča. Spoštovane Morisovke, spoštovani Morisovci, tako po članstvu kot po duši, dame in gospodje. Danes je izjemno pomemben simbolični dan, 17. december. Seveda je ta dan vezan na zgodnje obdobje osamosvajanja Slovenije, konkretno na leto 1990. Ko sem razmišljal, kaj bi danes povedal, tako, ker nisem osrednji nastopajoči, danes imamo čast in priložnost poslušati dva eminentna strokovnjaka, raziskovalca, o tem pozneje več. Ampak mimogrede vseeno nekoliko orientacije, zakaj gre. Mi je prišlo na pamet, da bi bilo prav že zdavnej, če bi bila Slovenija normalna država, ker bi ljudje pravilno in normalno razumeli stvari. Ta dan poimenovati tudi, mislim, da ne bilo nič narobe, kot dan nacionalne sramote in dan hkrati nacionalnega ponosa. Pa naj obrazložim prvi del. Mogoče bo to kdaj zanimivo. Prav je, da mediji zabeležijo, kar sem danes rekel. Jaz mislim, da se obojega kaže spominjati in se zavedati obeh vidikov. Zakaj bi lahko bil to simbolno dan nacionalne sramote? Ker se je zgodila sramota in ne samo na ta dan. 15. maja 1990 je bil iz Beograda poslan ukaz za razorožitev Slovenije. Ta ukaz je bil praktično v celoti, v bistvu implementiran v Sloveniji. Ampak kdo je to naredil? Kdo je to izvršil? Izvršili niso Srbi. Niso samo, iz Beograda je bil dan samo ukaz. Ni izvršila nikakršna Jugoslavija, ampak ta ukaz so izvršili večinoma naši sorojaki in sorojakinje. No, tu vidim izhodišče, zaradi katerega bi ta dan, ki je samo eden izmed dni, med katerimi je pač potekala ta razorožitev, od 15. pa tam do 19. maja 1990. In seveda bi se tega dne morali spominjati, ga tudi temeljito se zavedati, temeljito ga razdelati, tudi kdo je to naredil, ne zato, kajti za sankcije je prepozno. Meni je žal, da do njih ni prišlo. Jaz mislim, da bi po pravici moralo priti do sankcioniranja ljudi, ki so to počeli takrat, kajti v marsikaterem primeru, tudi če se izgovarjajo na linije vodenja in poveljevanja vojaki, je bil ta ukaz izvršen neregularno, torej formalno nekorektno in če hočete vsaj en dokaz, to je bilo v Kočevju. Kajti poleg razoroževanja teritorialne obrambe je bila brez vednosti pristojnega, takrat sem bil kot načelnik oddelka za ljudsko obrambo, je bilo odvzeto tudi kompletno orožje, ki ga ni bilo tako malo v moji pristojnosti. Ampak to je tema za širši pogovor. Torej, absolutno simbolni dan, ki bi lahko simboliziral nacionalno sramoto. Je pa to hkrati dan nacionalnega ponosa. Lahko. Oziroma je, ne samo lahko. No, tega vidika se nekoliko bolj zavedamo, kajti koliko je poudarjam v tem vidiku. No, zakaj pa vir nacionalnega ponosa? Jaz mislim, da je prišlo že kar pregovorno dotlej, ne vem, kako je to danes, ne znam sondirati, ampak dotlej, pregovorno slovensko uporništvo do popolnega izraza. Zasnovali smo projekt, ko smo ugotovili, zakaj gre. Da gre za razorožitev, ki ni sama sebi namen,
ampak scenaristi so jo si zamislili tako, da nas naredijo kot narod goloroke, kajti predvidevalo se je, načrtovalo se je pravočasno, torej poseg ogromne sile jugoslovanske armade nad goloroki narod. No in ko smo to ugotovili, smo seveda znali, smo si upali in izpeljali pač to, kar je danes znano pod imenom manevrska struktura narodne zaščite. Zakaj je pod tem projektom pomemben 17. maj? Zato, ker je na ta dan iniciran, spočet je ta projekt. Izmišljamo si lahko razne izraze, ampak jaz mislim, da je tu primat Kočevja kot lokacije, ker so pač prve pobude nastale in se začele implementirati, izvajati in potem v času naprej je pač nastal enkraten projekt, enkratna mreža povezanih ljudi, absolutno pod različnimi stopnjami legalitete, ampak v začetku ilegalno, kar bi danes moralo biti toliko bolj spoštovano, kajti vsi tisti, ki smo to breme si zadali, smo ga sprejeli na lastna ramena. Hipoteza prva je gotovo ta, da bi bili pri tem projektu odkriti, če bi bili, danes verjetno nikogar ni, ki bi dvomil to, da bi bili najstrožje sankcionirani. Bom samo povedal za primer, kar se mene tiče, ker sem mogel zelo hitro opraviti tudi sam sabo za početje, ki sem ga zasnoval in vodil v Sloveniji. Jaz sem takrat povedal sebi in danes povem vam, nikoli se ne bi pustil ujeti. Kajti bil sem v strukturi 10 let, v srži režima in sem natančno vedel, kaj me čaka, če bom pri tem delu dobljen. Isto je veljalo za moje kolege. Zato, ker nisem danes namenjen kot osrednji, torej ta čast in primat je danes namenjen spoštovanima raziskovalcema, še enkrat Igorju Merzi in Radotu Pezdirju, bi zaključil s tem, da sem res vesel vseh nas, ki smo se danes tukaj zbrali, ampak še zlasti bom izpostavil nekatere ljudi. Med njimi zagotovo lahko prvi ali drugi, ne zamerite mi, vrstni red, vsi ste v mojih očeh enako pomembni, ampak tukaj je naš starosta, bil takrat in je tudi še vedno danes, prosim, tako. To je dr. Mihael Petrovič, ki je bil takrat moj prvi nadrejeni, ki je bil tudi prvi obveščen o tem, kaj se v Kočevju dogaja in tudi o mojih namerah in zamislih in jih je odobraval in tudi spretno prikrival pred vsemi tistimi, ki niso smeli vedeti, da to počnemo, kar smo počeli. Med temi posebnimi ljudmi danes tukaj je tudi moj absolutno človek izmed prvih sodelavcev, prvi sodelavec, komod ga tako imenujem, še bolj kot toga pa posod na javnih tribunah, evo, govorim pred svojo vestjo, nikoli ne izpustim, kjer ga ni možno izpustiti, zato da smo uspešno izpeljali ta projekt. To je spoštovani general Radek Lisarič. Prvi vrsti moj prijatelj, kajti takrat je to štelo, takrat čini niso bili pomembni, kajti če ne bi bili prijatelji, bi se med seboj izdali. Še zlasti v funkciji, ki je bil takrat, on je bil takrat formalno, absolutno na drugi strani tega, kar smo počeli, bil je kontraobveščevalni oficir v teritorialni obrambi. Teritorialna obramba, tista ni bila nič drugega, to boste danes slišali, ne bom se to spuščal, to je bil sam derivat jugoslovanske armade in tudi služba, v kateri je deloval v teritorialni obrambi, je bila samo derivat kontraobveščevalne službe jugoslovanske ljudske armade, tu nobenega dvoma ni, bi moral po vseh pravilih, ko je zaznal, da se nekaj takega dogaja, seveda ustrezno ukrepati. Poklican je bil za to, ampak ni ukrepal tako, kot bi bilo za pričakovati z njihove strani, ampak je prisluhnil klicu domovine in priskočil na pomoč. Jaz sem moral kot vodja tega projekta nekajkrat tvegati na vse ali nič, ampak to je bila že kar prvo tveganje na vse ali nič. Kajti zavedal sem se, da to ne bo enostavno in če ne bomo na polno zaorali brazde, ta njiva ne bo zorana, ne bi mogla biti. No in imel sem srečno roko, poleg tega, ker sem poznal in ker sem predvsem na osnovi intuicije
pristopil ta pravim ljudem. Kaj na danes rečem, mogoče kdaj v knjigi več razpredal filozofsko plat tega vprašanja. Ampak vsekakor Rade Klisarič je prvi obveščevalec te države in normalnost v tej državi v institucijah bo nastopila takrat, kot povem povsod na javnih tribunah, ko bo njegova slika bila izobešena na teh institucijah. In vsi, spoštovani, ne bom izpostavljal ostalih posebej, bom pa izpostavil eno damo, vezano na sedanji čas. Med nami je danes tudi Maja Kocijan, ki ni seveda vezana na takratni čas. Mlada dama, ki mi je padla v oči, ne samo zato, ker je pač čedna dama, ampak zato, ker sem trenutku ugotovil njene sposobnosti, ko sem se nazadnje udeležil zbora za varovano mejo in proti tem norim, nezakonitim migracijam. Maja je organizatorka oziroma pobudnica civilne iniciative za področje recimo Dolenjske, Bele krajine, našega področja, kamor spada tudi Kočevsko, Kostel in tako dalje, ne? In sodeluje tudi z drugimi iniciativami. Maja, že zdaj vse priznanje, sem tega že izrekel, pa še javno rečem, zato ker si naredila po tem, kar sem počel, veš, da nisem kdorkoli, ki to ocenjuje, jaz vem, koliko truda in koliko sposobnosti je bilo treba to vložiti. In te povabim javno, da ko boš odhajala ali pa že prej izpolniš, jaz ti ponujam to, našo vstopnico, da postaneš članica našega društva in da naprej tvorno sodelujemo. V duhu zadnje kitice Morisove himne, danes je bila samo glasba slišana, ampak bili smo vizionarji, ko smo v zadnjo kitico napisali: če pa tujec spet zaide preko Kolpe skozi gozdove, mirno spite vsi Slovenci, Moris brani vam domove. Pred, koliko? To je bilo leta 1992, torej pred 27 leti sem dal kot komandant te brigade to zapisati v našo himno. In ostalo mi je samo še, da povabim naša dva eminentna gosta, torej gospoda Igorja Omerzo in Radeta Pezdira, da pristopita in da seveda naš Tomi prevzeme krmilo današnjega dogodka. Predstavljena bo knjiga Kriminalni temelji teritorialne obrambe. Tiste teritorialne obrambe, ki je bila zgolj in samo kot institucija derivat jugoslovanske armade in čisto nič drugega. Hvala. Hvala lepa, predsednik. Dobrodošli še enkrat. Danes smo na kratko knjigo predstavili, malo predno smo začeli na radiju. Moram reči, da je bil že uvod zanimiv, kakšen bo šele zaključek. Spoštovana gospoda, dobrodošla v Kočevju, dobrodošla v zibelki slovenske osamosvojitve, kjer je bila razorožena, tako kot je Tone povedal, takratna teritorialna obramba in pravzaprav s tem lahko začnemo. Vidva na začetku knjige napišeta zelo jasno: teritorialna obramba, ki je delovala do osamosvojitve, nima nobene, oprostite izrazu, veze s teritorialno obrambo, ki je potem osamosvojitev obranila. Se strinjata? Izvolita, beseda je vaša. Gospod Omerza, vam dam prvo besedo. Hvala za povabilo, vas lepo pozdravljam. Ja, gotovo, v celi knjigi je pač se vleče kot rdeča nit ta ugotovitev oziroma tudi vsebinsko argumentirana na podlagi dokumentacije, nič ni izmišljena v tej knjigi, da je teritorialna obramba bila ustanovljena zaradi strahu pred sovjetsko okupacijo. Ko je Sovjetska zveza okupirala v bistvu Čehoslovaško, se je jugoslovanski politični vrh sestal na Brionih in so razpravljali, kako ukrepati v primeru napada Sovjetske zveze in so se zmenili, da bojo naredili za obrambo režima po republikah neke gverilske enote, teritorialno obrambo, in potem je v Sloveniji novembra ustanovljena na osnovi te odločitve politične na Brionih
Tako da jaz govorim o Titovi, oziroma govorim z Ratom o Titovi teritorialni obrambi. No in mi da potem še zaostriva nekako v knjigi, ker pokažemo ne samo, da to ni tista teritorialna obramba, ki je osamosvajala Slovenijo, ampak da so tudi njeni temelji bili kriminalne narave. No in tem tudi največ govori ta knjiga. Boste kaj dodal, gospod? Najprej hvala Tonetu za povabilo. Zelo sem počaščen, da sem lahko danes del takega dogodka, ki je pravzaprav eden prvih korakov in tudi najnaravnejših korakov na poti k samostojni državi in se vam zahvaljujem, da sem lahko danes del tega. Bi dodal k temu, kar je povedal Igor, še to, da tudi če bi samo striktno institucionalno gledali, ni nobene zveznosti med Brozovo teritorialno obrambo in seveda predhodnico Slovenske vojske teritorialno obrambo. Na vse zadnje, tisto je bila čista druga institucionalna tvorba, kjer je bila vojska sestavljena po partijski liniji, kjer je bila politika neposredno v vojski in je odločala o vseh najpomembnejših rečeh. Slovenska vojska je nastala na principu demokracije, ločenosti politike od vojske in to je povsem neka druga pravna in institucionalna situacija in samo izjemen ideološki debilizem, ki žene generala Lipiča in njegove divjake, lahko sklepa karkoli drugega in praznuje pravzaprav tisto, proti čemer smo se na koncu koncev borili, zaradi česa so umirali vsi tisti, ki jim je bila svobodna Slovenija v srcu. Dobro, dajmo zdaj, hvala lepa obema, razložiti naslov, kriminalni temelji teritorialne obrambe in NLB. Zdaj seveda ljudem, ki ne poznajo toliko zgodovine, ki se ne spuščajo te zadeve, namreč težko povežejo, zdaj neko banko in vojsko, pa kakršnakoli že je. Od kje, zakaj, kako se je to skupaj steklo? Ja, zgodilo se je tako, da je stara ekipa, ki se je po drugi svetovni vojni kalila v tihotapstvu cigaret, da je pridobila kapital za vsa udbovska podjetja usvojena v tujini, leta 1969 ugotovila dvoje. Prvič, da ko je Niko Kavčič prišel na Ljubljansko banko, da so sposobni zarolati najrazličnejše sheme, po katerih denar odteče v črne fonde, in po drugi strani njegov kompanjon, tudi nekdanji načelnik uprave državne varnosti Miloš Ogrisek, ki je bil takrat v teritorialni obrambi kot prvi obveščevalec, da enostavno na drugi strani teritorialna obramba potrebuje orožje. Zdaj, ta zgodba o teritorialni obrambi in nakupu orožja je potem služila kot pokritje za to, da so pod pretvezo, da zbirajo v tujini v črnih fondih nek denar za nakup orožja, dejansko delali svoje udbovske posle in rabote. In to je združil dve izrazito spačeni instituciji. Ljubljansko banko, ki je postala temelj srčika ali pa bančna pumpa omrežja, ki živi še danes, in seveda to Titovo teritorialno obrambo. In to je združeno v temu naslovu, kjer parodično letos prav praznujemo obletnico, lani smo praznovali obletnico tega bizarnega, izvirnega udbovskega zločina v obeh institucijah. Obeh isto leto je ista letnica. Tako je, govorimo o letu 1968. Treba poudariti, da Ljubljanska banka oziroma NLB ni proslavljala 50 let. Ja. Za razliko od teritorialne obrambe, to je zanimivo. So bili tako pametni na banki, da niso hoteli te proslave imeti, čeprav bi lahko imeli tudi nek rojstni dan in ne vem kaj, in vlekli neko kontinuiteto, pa so bili tako pametni, da so se temu odpovedali.
Dočim pa v teritorialni obrambi, pa pri delu tudi 60-letnica, pa niso tako modri. A lahko pravzaprav uporabimo zdaj modern izraz in na vse te gospode, pa tudi tiste, ki so že malo prej zgodbo začeli, vse se bomo vrnili, recimo se tja do leta 48, ampak govorimo o prvih banksterjih v Sloveniji. Ja, zagotovo. Naprimer, Niko Kavčič je organiziral odtekanje sredstev v črne fonde na švicarske bančne račune preko podjetja, ki ga je potajno ustanovil on skupaj z Milošem Ogrizkom in še 2 kompanjonoma iz časov državnega šverca. In ko je tako napolnil ta podjetja, račune tega podjetja na švicarski banki, je poskušal priti s tem podjetjem na Ljubljansko banko in sam mu sebi podeliti kredit za investicijo v Dubrovniku. To je pa seveda že en tak banksterski obrazec, ne, ko si hkrati kreditojemalec in kreditodajalec, kot smo ga odkrili kasneje na komisiji, ki jo je vodil Anže Logar. Vzorec je ostal isti. Samo ljudje so se zamenjali in nič drugega. Boste kaj dodal temu? Ja, tako bi rekel, ne, v tej knjigi je zanimiva situacija. Prvič je ogromno materijala ohranjenega, kar je nenavadno. Večina arhiva je uničenega udbovskega. Je pa zanimivo, da nekateri deli so pa 100% ohranjeni. In prav ta del se mi zdi, da je skoraj v celoti ohranjen. Ker če ste brali knjigo, boste videli, da so mi zašla do zadnjega, res anatomijo naredila, ta pravo, do zadnjega šraufa, da tako rečem, sva prišla v jedro te zgodbe. Seveda, zraven pa povejo tudi rado, ko vleče zgodbo od leta 45 naprej, ne, jaz pa pol od leta 68, ne, pa rado pokaže, so pa mnogi segmenti, ki jih on obdeluje, pa niso tako dobro ohranjeni. Ne. Tako da imamo tle situacijo, pri tej knjigi bila dosti lažja situacija, mi da se isto škatlo gledala. V škatli so fotografski posnetki na majhnih MFŽ-jih, tako da je bilo okoli 10.000 strani v eni škatli. Tako da so oba to škatlo gledala in šele po 2-3 letih so rekla, da to je stvar, ki jo pa lahko združva. On ekonomski del, jaz pa rekel, da bolj politično, zgodovinsko ali pa delovanje udbe. Ne kot v ekonomskem smislu, ampak kot politične tajne policije. Ne. Ampak kaj je zanimivo pri tej knjigi? Da je pravzaprav stara udbovska ekipa iz državnega šverca je šla v bančništvo, v gospodarstvo, v tuja podjetja in je zdaj v primeru teritorialne obrambe začela delovati za svoj žep. Ni dobila politične podpore. Prej se je državni šverc izvajal pod politično kapo. Ta pa se ni. Zato je prišlo do tega, da je aktualna udba začela raziskovati to staro udbovsko strukturo. In je v bistvu aktualna udba, Zemljarič konkretno, tle nastopa pozitivno. Morda je zato toliko ohranjenega, ker so dejansko začeli razkrivati kriminal, ki ga ne bi, če bi politično podprt, da se razumemo. Oni so kriminal raziskovali samo zato, ker ni dobil političnega blagoslova v tem primeru. Ne? In zato je morda to toliko ohranjenega, ker je Zemljarič, pa ne samo Zemljarič, tudi SDK, pa Zvezdna inšpekcija, pa celo partijske komisije so ustanovili, Zvezdna in republiška, so raziskovali, kaj se je dogodilo. Veste, če nekdo dela na svojo roko črne fonde, pa nekaj tega ne bi šlo za orožje, iz tega je prišla strašna afera, da se Slovenija hoče osamosvojiti, ker sploh ni bilo nič res. No, to sem hotel poudariti, da je zanimiv ta spopad med 2 udbama in da v tem primeru en del udbe nastopa v bistvu ko razkriva kriminal. In to, kar je Igor povedal, ker nek del slovenske publike govori vendarle, da je ta teritorialna obramba bila prvi zametek slovenske vojske za željo po osamosvojitvi. Predvsem Igor pa v svojem delu pokaže, da je bilo to vse skupaj en natek. Nikoli te partijci niso bili proti, oni so bili zvesti Jugoslaviji in ideji komunizma od Broza in Kardelja. Vendar pa je bila tam noter ena spletka, za katero so mislili, da se to res dogaja. Ko se je izkazali, da se ne dogaja, se je začela zadeva tudi zapirati in posledično so v pokoj odletele mnoge glave, med njimi tudi Niko Kavčič, ki pa seveda leta 1989 s tranzicijo pride nazaj in verjel ali ne, še eden zadnjih direktorjev uprave Nove Ljubljanske banke leta 2001
2011 je pred nastopom svojega mandata mogel iti na dvojni razgovor k Niku Kavčiču. Je pa še nekaj zanimivo, no, glede Nika Kavčiča, ker tega ni v knjigi. Ne. Mi da se šele potem odkrila, pravzaprav je to odkrila Lenka Puhar, nama povedala, da je Niko Kavčič bil tudi dahovski zasliševalec. Pazite, to je pa huda zadeva. Ne. On se je skozi predstavljal, da je bil v Udbi samo kot ekonomski faktor in da je pravzaprav pomagal ustanoviti cel kup slovenskih podjetij z udbovskim denarjem, oziroma z denarjem, ki ga je Udba dobila iz črnega šverca, ne, kriminalnega šverca. Ne. Zdaj smo pa že odkrili, da je bil tudi, seveda, takoj po vojni, pa tudi v funkciji dahovskega zasliševalca. S tem se pa njegova podoba, bi rekel, res postaja črno-črna. No, zdaj, ko ste, gospod Omer, zaglih šel toliko nazaj, zdaj se pa lahko vrnemo, ne, v tista prva povojna leta, torej od 45, 46 naprej, sem toliko, da si boste sliko naredili, ker pravzaprav tam se je zgodba začela. Ne. Po vojni, ko ni bilo denarja, ko je bilo treba nekaj dobiti, se je Udba začela ukvarjati z običnim švercom, s kontrabandarstvom. Ja, dejansko je partija imela na drugi strani meje v Trstu in na Goriškem Slovence, ki so ji bili zelo zvesti in so bili praktično bolj partijski od partije in posledično so imeli v lasti tam tudi podjetja. Ta podjetja niso delovala in tudi Italijani kot Italijani so pritiskali, da bi jih čim prej izbrisali z gospodarskega zemljevida. Zato so se na ravni Zveznega ministrstva za notranje zadeve v Beogradu odločili, da prenesejo ta podjetja v last Udbe in v upravljanje Udbe. Seveda ta last Udbe ni bila neposredna, ampak je bila pod slamnatimi lastniki, zvestimi partijci v Trstu in Gorici. In Udba je tam mogla izpolniti dve nalogi. Prvič, mogla je zagotoviti ustanovni kapital za tista popolnoma izčrpana podjetja in drugič, mogla je umakniti vse denarne tokove izpred oči italijanskih regulatorjev. Za prvo nalogo so švercali cigarete, v Švici so dobili neko dobro zvezo z Alfredom Weintrauerjem, takrat v tistem obdobju prvoklasnim, prvo visoko rangiranim švercarjem cigaret, in potem so iz tega kapitala, ki so ga dobili tako, da so praktično celo italijansko tržišče založili s cigareti, ustanovili podjetja. Drugo nalogo, kako se izogniti zvedavim italijanskim regulatorjem, pa so upravili tako, da so s ta istim Weintrauerjem najprej v Švici, potem pa v Liechtensteinu ustanovili prvo slovensko offshore podjetje, to je bilo leta 1951, ki se je imenovalo Kolkomerc Vaduz. S tem je bil nekako krogotok te vzporedne ekonomije, nad katero je dela Udba ustvarjen, pomaknjen v sivino in na njemu je raslo tisto, kar je danes omrežje v Sloveniji. Podjetje Kolkomerc se pojavi tudi v tej knjigi, se pravi, je sestavni del tudi vzporednega bančništva in poletje je podjetje Kolkomerc umre v Liechtensteinu šele leta 1997, torej globoko v tranziciji. Igor, zanimivo je to, ne, da ko govorimo o ustanavljanju firm strani slovenske Udbe, ne, da so se udbaši pravzaprav med sabo pofajtali za tržišče v Italiji, da zvezna Udba niti ni bila najbolj navdušena nad tem, kar so pa ni samo Slovenija to delala. Ne. Ja, bili so spopadi med Udbom in republiškim in slovensko-hrvaško. Vi morate vedeti, to je neverjetno, da je slovenska Udba skoraj celotno italijansko tržišče s cigaretami obvladovala. Veste, kakšno je to področje, ne? In da bi se povezali z mafijo, drugače one ne bi mogla tega distribuirati. To je bil rekel, splet Udbe in mafije, ne? Italijanske, slovenske. Ne? Zanimivost je, ki sicer ni v knjigi opisana, da so Hrvati delovali z Golega otoka, ne? Tam so prekladali tiste, rekel, so imeli ladje za švercanje v Italijo, ne? So prekladali tiste tone in tone tistih cigaret, ne? In da so uporabljali recimo globe za pošto, da se ne bi zdali z radijskimi in tako naprej. Mislim, zanimive zgodbe, ne? Kako so oni to upeljali. Ne?
Tako da, ampak nekaj treba poudariti, nekateri v Sloveniji misle, tudi ena zgodovinarka o tem pisala, da je državni šverc pač, se ni bilo nič slabega, se smo ustanovili podjetja, Splošno plovbo, Inex Adria, ne vem, IMP, kaj zdaj, Drogo Portorož, da se z tega denarja, kaj pa je to slabega, ne? Lepo vas prosim, katera država, kako pa rečemo državi, ki z državnim kriminalom ustvarja svoj kapital? Črna Gora. To so banana republike, ne? In najprej po vojni uničijo celotno privatno gospodarstvo, pozaprejo, pobijajo gospodarstvenike, menedžerje, že med vojno so likvidirali recimo Praprotnik, ne? Pomembne, ugledne in družbeno odgovorne kapitaliste slovenske, ne? Ki so skrbeli za delavce, ne? In potem pa seveda ne prestane drugega, kot da začnejo s črno ekonomijo. Ne? In to morajo ljudje vedeti, da to ni bilo nekaj pozitivnega. Dobro, pa kaj pa, če so švercali, so vsaj ustvarjali podjetja. Zakaj pa nisem ustvarjali sistema, kjer bi podjetniški sektor sam s svojim kapitalom ustvaril nova podjetja? Ne? Ta Igorjeva poanta je zelo dobra, ne, ker razkrije, o čemu mi govorimo. Mi govorimo o državi, ne, ki je imela zadržek trgovati z Veliko Britanijo, ZDA, Francijo, ker so bile to vdurne kapitalistične države, ni imela pa niti najmanjšega zadržka, da seže v roko italijanskemu organiziranemu kriminalu in šverca cigarete. Kar pomeni, da je bila to mafijska država po strukturi. Istočasno pa, kot pravi Igor, medtem ko po Sloveniji streljajo podjetnike, ker jim gre tržni mehanizem po glavi, ne pa agrarna reforma in kolektivizacija, oni sedijo na Bledu na konferenci ekonomskega odseka uprave državne varnosti in zapisnik te konference deluje, kot da bi brali kakšen transkript razprave upravnega odbora neke velike multinacionalke v New Yorku, ker njih zanima, kako izvesti davčno optimizacijo, njih zanima, kako najbolj ugodne naložbe dati na trgu valut, na Forex trgu, kako kupovati vrednostne papirje, se pravi, zvečer so kapitalisti, čez dan pa streljajo slovenske podjetnike. Imajo težave poslovati z Veliko Britanijo, nimajo težave z Charlesom Luckyjem Lucianom trgovati cigarete in narkotike. Poglejte, leta 1971 je začel Stane Kavčič v intervjuju za Delo je rekel, zakaj pa ne bi imeli nekega delničarstva v Sloveniji. Čez en teden je bila čez celo prvo stran največje možne črke Kardeljev odgovor. Delničarstvo je izkoriščen človeka po človeku. Hkrati, ko prav v istem času, ko to govori Kardel, pa Miloš Ogrizek z denarjem, ki so ga dobili iz črnega fonda teritorialne obrambe, kupuje delnice, se gre razne take špekulativne posle, seveda odzuni v Švici, v Nemčiji so kapitalisti, tukaj so pa, ne vem, zagnani socialisti, hkrati pa še polnijo svoje žepe, ker je ta zgodba recimo pri teritorialni obrambi. Kakšne imate vi dvoličnosti v tem režimu? Ta sistem je pripeljal tudi do prvih multimilijonarjev v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji, ki je temeljila na delu čast in oblast. Ampak te udbaši so postali eni blazno bogati ljudje, verjetno iz teh poslov. In so bili non-stop vključeni v to zgodbo. Mi vemo samo vrh ledene gore. Mi nimamo tuje dokumentacije. Jaz v knjigi opisujem epizodo, ki je tudi smešna ali pa anekdotična, ko se je začela razkrivati, ko je nova udba začela staro udbo razkrivati, je Ugrizek Miloš, bivši načelnik udbe, zdaj upleten v te črne posle teritorialne obrambe, šel v Cirih, tam dvignil dokumentacijo in se je vozil iz Ciriha do Celovca in je 8 ur skozi okno trgal dokumentacijo in jo metal skozi okno. Mi vemo to zato, ker je bil zraven sedel sodelavec udbe, je to poročal. Ampak hočem reči, tudi udba ni prišla do dokumentacije. Večina dokumentacije je bila uničena. Tudi seveda potem midva ne mora priti, ker tega ni, tudi če bi ni v arhivu, ker je bila uničena. Seveda, takrat pa udba ni mogla iti v Švico pa zahtevati dokumentacijo.
ker nihče ne bi dal, razumeš, eni državi, sploh Švica je bila takrat popolnoma zaprta, da bi kakšne podatke dali, co se zdaj spreminja, pa tudi socialistične komunistične države, nihče na Zahodu ne bi dal nobenih podatkov. Ne. Hočem reči, da je to, kar so mi da odkrila, ledena gora, mi da so odkrili na računu, kjer se zbiral denar za teritorialno obrambo okoli milijon švicarskih frankov. Nekaj tega je prišlo do teritorialne obrambe, nekaj je pa zginilo na druge račune. Cel kup računov so odkrila, Rado jih še veliko več odkril v drugih primerih, ne samo na primeru teritorialne obrambe, seveda popolnih denarnih tokov pa mi nimamo. Ampak mogoče bi Rado sam povedal, kakšen je pa znesek bil recimo iz igralniške posilne službe. Igralnice so precej dobro rekonstruiran primer, se veste, tiskaj je bilo v 90-ih letih, ko se je skovala besedna zveza Udbo mafija. No, to zdaj ni več stvar norosti, ampak je dejansko dokumentacijsko potrjeno, namreč kazinoji so imeli posojilne službe, ki so jih po definiciji vodili italijanski državljani, sredstva iz kazinojev, vsak dan tretjino sredstev iz kupička kazinoja je šlo v posojilno službo, od tam je šlo 20% na panamsko podjetje, pa na International Pleasure Investments, iz tam je šlo na švicarsko podjetje, pa Nautica SA v Švici, potem pa dokumentacija razkriva, da je na račun v banki od tega podjetja prihajal načelnik službe državne varnosti, veliki prijatelj Milana Kučana, Ivan Eržen, in gotovino dvigal in nosil v Slovenijo. Tudi nedvoumno je razkrito, da ves čas so bili tisti, ki so upravljali s posojilno službo, člani italijanske združbe organiziranega kriminala Mala del Brenta. Rai Uno je posnel kar par dokumentarcev o tem, v Sloveniji ta tema ne obstaja v mainstream medijih in celoten posel je bil voden za strani dvojnega agenta Gina Chiese, ki je bil italijanski mafijec, ki je delal za službo državne varnosti in KOS. In če zdaj zaključam s tem, tismo, kar me je Igor pozval, v današnji vrednosti preračunano je zginil v Švico preko tega krogotoka približno $500 milijarde in to je velik denar, da ga izmakneš leta 90 in nastaviš vse pozicije za volitve. Hkrati pa tudi vemo, da kako zelo dobro je Safti preživel, ki se je predelal v KB19-9 in z enim krakom, medicinskim krakom, izplenil €200 milijonov iz slovenskega zdravstvenega sistema z žilnimi opornicami, z drugim bančnim krakom naredil skoraj €800 milijonov škode, ki jih saniramo z drugo sanacijo, to je bil Interfinanc Zürich, mešana družba Saftija in Nove Ljubljanske banke, in s tretjim krakom zdominiral medijski prostor, najprej s časopisom Republika, danes pa z tednikom Mladina. To je ves denar, ki je začel svojo pot leta 1948 s Kavčičevim švercem cigaret. No, se bi v principu lahko hle nehali. Zdaj, knjigo morate prebrati. Knjiga se bere pravzaprav kot en politično-kriminalni thriller. Zelo poljudno ste jo napisala, mogoče bi še o tem nekaj spregovorila, ni nekih strašno zapletenih zadev, tabel ali kaj takega, ko lahko v kakšnih znanstvenih zadevah rata. Tako da bom jaz rekel, da ste pravzaprav na konci spadla kot dobra pisatelja. Ne, sem, da ste raziskovalca. Upam, ne. Jaz to pravim, jaz trdim. Hvala. Človek se pač ne sme sam ocenjevati, ampak dejansko je pa res. Žanr je pa politični thriller, politična kriminalka. Ampak ki temelji na resničnih podatkih, vse je dokumentirano tle noter, vse je iz dokumentov. In vam povem, da dokumenti, zato je knjiga zanimiva, se strinjam, čeprav spet kot avtor ne bi smel reči, ampak zakaj je zanimiva? Zato, ker bom rekel, da življenje piše take zgodbe, ki si jih najbolj bujna literarna domišljija ne more izmisliti, tako rečem. A veste, recimo en tak primer, tak zanimiv primer. Leta 1969
takoj po ustanovitvi teritorialne obrambe že začnejo neki mučkati, tamle Niko Kavčič po Grizah. In gresta v Pariz, da tam malo pogledala teren, kakšno orožje bi se kupovalo. In seveda, gresta okoli neki generalov, skačeta, neko zvezo sta imela, ki je bil ugrisko obrat, je bil tam en spoštovan založnik, ne. Ampak seveda, jugoslovanski vojaški ataše je v teh krogih se to zvedlo. In je jugoslovanski vojaški ataše to zvedel. Se grejo neki Slovenci tle sprehajajo, vojska o tem nič ne ve, ker vojska je mogla več, če kdo ven popraševati po orožju. Politika slovenska ni vedela, Tito ni vedel, nihče ni vedel, in vojaški ataše v Parizu to zve, da se tam neki Slovenci proučujejo, kako bi neki kupili, in to sporoči generalštabu. Čez eno uro je bila ta depeša na Titovi mizi, ker Tito je pa to imel, vojsko je pa držal, in oboroževanje in tako naprej. In Tito skliče sestanek na Brionih, pokliče Kardelja, Dolanca, Krajgarja, Popita, Kavčiča, in prav, kaj se vi greste? Hočem reči, kakšna zgodba, in potem oni nič ne vedo, dejansko nič ne vedo, ker so delali na svojo roko. Vedela sta Jakobič pa Polak, ampak od zgoraj pa niso vedeli. Hočem reči, kakšne zgodbice, da Tito tam masira slovensko politično vodstvo, ki nič ne ve, kaj se jim dogaja doma. Vidite, kako daleč je šla ta, bi rekel, ta stara udba v teh svojih mahinacijah. Ker zakaj sta šla v Pariz? Ne za tisto orožje, da bi videla, kako bi lahko kaj zbiznisirali iz tega. Zanimivost mogoče te knjige je, da je narejena na temi, ki pravzaprav pomeni začetek karijere pravih ljudi. Ta prvi je Janez Zemljarič, ki začne pucati in preiskovati, kaj zdaj to je, kje ta denar je. Ta drugi je Ciril Krpač, ki je takrat prišel v Ljubljansko banko pod Nikom Kavčičem in je prve kredite, ki so se pol transformirali čez to zgodbo, kontroliral. Zdaj, Ciril Krpač je bolj znan po svoji sestri Štefki Krpač. Ciril Krpač je tudi kariero naredil v Novi Ljubljanski banki. No, Štefka Krpač se pa danes pač piše Milan Štefka Kučan. Zdaj vidim, da je Kleles Bačnik, ki je imel protest pred njihovo hišo, pa je imel potem tam transparent, kje so milijoni, in je ona prišla ven in rekla, da tudi to njo zanima, kje so milijoni. Škoda, ker to prej ni izvedel, pa je rekel svojega brata vpraši, če se že glupo delaš. Ja. Kaj dela gospa Karmen Žagar? Nekaj je gospa vrnila se gleda nešlo. Ta tretja oseba, pa ki se je klela ven izkoči iz te zgodbe, je pa začetek karijere Milana Kučana. To pa lahko Igor malo bolj pove, kaj je obdelal ta del. No, to je zanimivo, da seveda, ko je prišlo do razčiščevanja tega, so bili politiki v zagati, vrhovni slovenski komunistični voditelji. Če bi oni, javnost o tem nič ni vedela, da se razumemo, ker se zdaj pogovarjamo, ker so se tam med sabo boksali. Niso vedeli, kaj narediti. A preganjati te ljudi, ki so delali ta šverc na črno, brez političnega blagoslova, ali ne? In s tem bi kompromitirali teritorialno obrambo. S tem bi kompromitirali dva pomembna politična človeka. Polaka, vemo, da je bil šef Knoja po vojni v Sloveniji, in Jakobiča, ki je bil celo eno leto predsednik slovenskih komunistov. Če bi oni bili korektni v pravnem smislu, bi jih mogli preganjati. In so se odločili, leta 1972 so imeli veliko mašo, kjer so vsi nastopajoči popit, ne vem, kdo vse so bili tam, vse v knjigi se je opisano, govorijo, državno varnost interes je, da se te ljudi ne preganja, da to ne pride v javnost. In nastopi Milan Kučan, takrat je bil, mislim, da sekretar SZL-ja, se tudi v knjigi piše, in pravi isto. Gre za kaznivo dejanje, pravi, ampak državno varnost interesi preprečujejo, da bi šli s tem naprej v pravosodnem smislu. Čez 30 let, 30-letnica TO-ja, Kučan govori in pravi, konzervativci v partiji so uničili Polaka pa Jakobiča.
neke temne sile so to teritorijalno obrambo, v bistvu je pa on takrat tudi sam rekel, da je šlo za kazniva dejanja. Zdaj, po 30 letih je pa rehabilitiral, čeprav je vedel, to sploh nič ni res, kar govori takrat, za 30-letnico. To je tudi natančno opisano v knjigi. In poleg tega je pa še ogromno, veste, ko se je to začelo zaščičevati, je Niko Kavčič dvakrat zbežal v tujino, ker se je bal zasliševanj, je Ogrizek zbežal v tujino, in recimo, pa je Niko Kavčič govoril, da se bo vrnil takrat, ko bo stari crknil, zakaj to vemo, ker je to bil zraven sodelavec Udbe, to so taki štosi, Potem je prišel nazaj, vendarle prišel nazaj, pa je rekel, ustvaril sem črnih fondov za milijone dolarjev, sedaj pa me držijo za take stvari. Pa sploh niso majhne stvari, sem povedal, da so samo 1 milijon spravili na en račun. Se pravi, da je on še tega ogromno več ustvaril v svojem dolgoletnem črnoudbovskem švedskem delovanju. In potem, ko še enkrat drugič zbeži, pa spet pride nazaj, pa pravi tole, ker ga udovci primejo pa reče, zdaj boš pa vse napisal, kaj ste delali. Pa prav Niko Kavčič, citiram, to je zapisnik Udbe, ki ste ga zasliševala v Škofji Loki, v njegovi rojstni hiši. Niko Kavčič pravi, če bom vse po pravici napisal, boste mene in mnoge druge lahko obesili za noge kot Mussolini. Mislim, kaj so te ljudje počenjali pol, se lahko sam predstavljate. To so taki cukrčki z dokumentacije. In so v knjigi noter. Seveda. Itak, zato pa pravim, da se preberete. Tole sem vam hotel vprašati, sem mačken, da skočimo iz tega okvirja. Glede na to, da smo zopet začeli v Sloveniji strašno snemati filme, pravijo eni na resničnih zgodovinskih temeljih, drugi pravijo, da seveda da ne. A vam je kdo ponudil kakšne odkupov pravice, da bi film? To je bila kriminalka, mislim, zdaj vsi snemajo, veš, neke ljubavne zgodbe, odlična kriminalka. Zaenkrat ni bilo te ponudbe. Ne, sej verjetno zato, ker bi težko najdel igralca, ki bi lahko Milana odigral, Verjetno. Ok, dobro. Vrnimo se zdaj na ta prelom, Torej, mladi udbaši so obdelali stare udbaše in prišli na pozicijo. Kaj se je dogajalo s to idejo pravzaprav teritorijalne obrambe? A so oni tudi še vedno hoteli kaj flint kupiti za njih, ali se je pravzaprav ta kriminalni del, ki je bil speljan okrog teritorijalne obrambe z Zemljaričem in ostalimi, umaknil, pa so šli raje kaj drugega delati? No, ta zgodba konkretna teh starih udbovcev, ki so iz Šverca Čikov išli, se z prihodom Zemljariča zaključi kot primer tudi. Potem se po sodišču še vlečajo podjetja, pa Niko Kavčič, pa Ogrizek, pa ratajo pol to neki devizni prekrški, pa se zaključijo. Ampak uprava državne varnosti nadaljuje z poslovanjem svojim. Leta 1976 začnejo kazinoje odpirati, kazino Portorož, to je njihov prvi velik poslovni uspeh. Potem imamo iz sredine 80-ih let en dokument, kjer piše točno natančno, kako morajo ustanavljati podjetja v tujini za financiranje obveščevalne dejavnosti, če bo Jugoslavija padla in da bojo ven bežali, in za financiranje lastne dejavnosti. Potem imamo še vedno tukaj cel milje Safti, ki še vedno normalno živi, izvaža kapital, konec 80-ih let prejšnjega stoletja masivno v davčne oaze. Se pravi, zgodba o prepletenosti politike, ekonomije in Udbe se kar nadaljuje. In te omrežja, ko se stopijo navidezno iz oblasti, se v tranziciji spet začnejo jačati, prihajajo stare povezave na plano, stare informacije, star kapital. In v času tranzicije, torej predvsem privatizacije in prestrukturiranja slovenskega gospodarstva, prvi vrsti prve sanacije Nove Ljubljanske banke, se vrnajo kapitalsko še močnejši, kakor so odšli iz cene leta 1990.
Samo da zdaj več ne švercajo, ne? Ja. Ampak delajo Ja. skoraj legalen posel, ne? In seveda popapajo vas naš Zdaj so znak, pač ugrabili institucije in ta koncept, da je država lastnik v podjetjih, jim je seveda omogočila nadaljno delovanje, posebej zaradi tega, ker je Nova Ljubljanska banka še vedno bila pumpa nepovratnih kreditov v omrežje. Jaz zdaj, mi trije smo se po udbovsko zmenili na skrivaj, da bomo približno 40 minut govorili in dali potem besedo tudi na vašo stran, spoštovane obiskovalke in obiskovalci, da ne bo izgledalo, da sam jaz sprašujem. Verjetno imate kakšno zanimivo vprašanje za enega ali drugega ali kar za oba. Pa izvolite, sam prosim, če malo na glas poveste, ker nimamo kakšnega prenosnega mikrofona. Je kdo? Ja?